Pa res je, to je dokaz, današnja tekma je dokaz, da zdaj nobeno še nismo dobili posebej v gosteh tako zlahka. Še posebej po takem zadetku, kad smo ga prejeli, res Eurogol. In potem, hvala Bogu, smo ta prvi polčas izničili ta rezultat, zadeli za 1:1. In na koncu mislim, da smo, ne mislim, ampak smo zasluženo zmagali, bili smo skozi celotno srečanje, veliko boljša ekipa in na koncu zasluženo 3 točke. Dejal si, domači so povedali po res neverjetnem golu, ampak Olimpija je spet pokazala karakter in že 6 minut kasneje, že v 11. minuti izenačila. Po takšnem začetku je to jasno pozitivno. Pa res, jaz mislim, da smo mi danes dali nasprotnik Aluminiju vedeti, da smo mi tista ekipa, ki smo prišli po 3 točke. Že samo igro smo pokazali, da smo danes bili veliko boljši nasprotnik na igrišču, ustvarili smo si dosti priložnosti. Ampak in to je tisto tudi, kad te nagradi na koncu, ko toliko upaš, ko toliko pritiskaš, na koncu tudi ta zelo dober gol Vombergarja in dober centaršut z desne strani. Kako je vse skupaj izgleda na igrišču, oziroma kakšen občutek je na igrišču, ko je rezultat izenačen, ko pride do zadnjih 15-20 minut? V tem obdobju na zadnjih tekmah Olimpija igra odlično in dobiva točke. Pa tako bom rekel, težko je ta gol, kad dobiš, ko te preseka na nek način, ko se zmenimo z trenerji, soigralci v garderobi, da gremo na to tekmo na zmago. Seveda se tudi zmenimo, da bomo mi tisti, da prvi zadanemo, ker potem je veliko lažje, ker se potem tudi nasprotnik odpre in poskuša nekaj narediti, zadeti. Ko pa tako dobimo gol nepričakovano, kot smo ga dobili, je pa potem to veliko težje. Moraš prebiti in seveda moraš zadeti vedno gol več. Na današnji tekmi sta to bila 2 in jaz bi sam rekel, hvala Bogu, da smo zadeli. Mislim, čestitke vsem fantom in, kot sem rekel, zasluženo smo zmagali in gremo naproti našemu cilju. Pa je med igralci na igrišču čutiti, da zadetek vodilni oziroma zmagoviti gol prihaja, ko se tekmo bliža koncu? Pa jaz mislim, da je čutiti, ampak seveda, ko se minute približujejo koncu, je to vedno težje, ampak mislim, da se čuti to tudi na igrišču, tudi med samimi igralci, ko igramo, da imamo vsi veliko želje po temu, da ta zadetek dosežemo in seveda, da zmagamo. Ampak jaz mislim, da se bo to tudi malo ustalo, da ne bomo dobivali vsako tekmo Eurogol in mislim, da treba čestitati vsem fantom in gremo naprej. Zdaj se treba pripraviti na naslednjo tekmo. Branko, hvala lepa, srečno še naprej. Hvala tudi.